Tukaj je kompleten sistem za avtomatsko zaznavo škodljivcev. Zares celoten sistem je sestavljen nekako iz 3 sklopov. Zares gre za elektronsko komponento, ki zbira informacije na terenu. Potem gre za prenos in obdelavo teh podatkov, ki so se zajeli v sami napravi, in spletno aplikacijo, katera pač omogoča prezentacijo in uporabo teh podatkov, ki so se na terenu zaznali. Sam sistem je uporaben v smislu hitrega in pravočasnega zaznavanja pojava škodljivcev, tako da se lahko sam uporabnik pravočasno odloči, ker dobi informacijo z terena o pojavu škodljivcev. Tako da na podlagi tega se on lahko pravočasno in točno odloči za uporabo pesticidov, ker nekako poskušamo tudi s kompletnim sistemom omogočiti uporabnikom, da zmanjšujejo uporabo pesticidov in s tem tudi ostankov pesticidov v hrani in nekako lahko pridelujejo potem kvalitetnejšo hrano, tako kot so nekako neke smernice, ki se sedaj v modernem kmetovanju tudi uporabljajo. Tako da razen v samem kmetijstvu se lahko uporablja tudi v industriji, kjer so kakšna skladišča, ki so nekako moke lahko ali pa ostali škodljivci. Tako da eden tudi zelo primernih načinov uporabe je v gozdarstvu, ker imamo zdaj trenutno probleme s podlubniki in lahko tudi na podlagi monitoringa teh podlubnikov celoten sistem se implementira. Implementiranih je več kot 100 primerkov. Tako da glavni nekako gospodarski učinek tega je, da uporabnik nekako privarčuje v času opazovanja in monitoringa s fizičnim pregledom na terenu. Potem tudi nekako sama kvaliteta hrane na podlagi zmanjšanja uporabe pesticidov, ki se tudi nekako finančno poznajo, na koncu vse skupaj predstavljeno kot nek prehranek. Uporablja se tudi na tujih trgih, trenutno smo prisotni nekje v več kot 20 evropskih državah, plus recimo tudi Združene države Amerike smo nekako lansirali produkt.